Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Novo šolsko leto naj bi se začelo nekje v stari trgovski šoli, ki je popolnoma prenovljena za malošolčke. Ja, zelo smo zadovoljni za to novo pridobitev. Zahvala seveda celotni ekipi, ki je na tem delala. Gre za investicijo velikosti približno 3 milijone evrov, dobre 3 milijone evrov, od tega pa bomo 2 milijona evrov dobili iz evropskih sredstev. Šola je urejena, tako da bodo 1. septembra stopili prvošolčki in drugošolčki v to šolo. Urejamo pa še park oziroma ta vrt, ki je res velik in tudi lepa pridobitev za te naše otroke. In koliko prvošolčkov bo hodilo tukaj sem? Prvošolčkov imamo 56. V prvih razredih bodo pa, kot sem dejal, še iz drugega razreda, tako da bo skupaj približno 120 prvošolčkov in drugošolčkov. Se pa te številke seveda še dnevno menjajo do začetka pouka, pa verjetno, da bo tudi prvi teden prišlo še do kakšne spremembe. A lahko mogoče, koliko je bilo to investicij v šolstvo, vzgojo, izobraževanje v letošnjem letu v Kranjski občini? Ja, zdaj same investicije, te večje investicije, prav gotovo prenova tele trgovske šole, potem je dozidava osnovne šole Helene Puhar. Te dve investiciji skupaj sta znesli dobre 5 milijonov evrov. Vemo, da v postopku je izdelava prizidka vrtca in pa podružnične šole na Kokrici, kjer je celotna investicija velika 4 milijone evrov. Zdaj odvisno, kakšen bo ta letošnji strošek, koliko se bo naredilo. Dela se pa po planu oziroma malo še celo prehitevamo. Drugače pa tako lahko povem, celotne investicije v programe in pa tekoča vzdrževanja in pa manjše investicije znašajo v mestni občini Kranj skoraj 20 milijonov. Letos? Ja, v bistvu vsako leto. Vi morate vedeti, da dobrih 12 milijonov namenjamo za program v vrtcih, potem dobre 4 milijone za osnovnošolske zadeve, za manjše investicije, tudi potem se take manjše investicije in dejansko recimo letošnji znesek, kar se tiče teh investicij, je cirka 19 milijonov evrov, da sem malo bolj natančen. Seveda so pa potem še te večje investicije, kot sem omenil že Kokrico, in pa začeli bomo verjetno že letos podirati bivši vrtec oziroma vrtec Sonček, kjer bo pa, jaz računam, v dobrem letu stal nov vrtec, nov 7-oddelčni vrtec, ki bo predstavljal dejansko največji vrtec v mestni občini Kranj. Sprav 19 milijonov letos ste investirali na to področje? To gre za programe. Zdaj, kar se tiče pa investicij, pa takole, recimo iz strani UDD-ja dobre pol milijona in potem tudi strani Urada za gospodarske dejavnosti pol milijona. Da, 2 milijona je šlo za take manjše investicije. Slabe 2 milijona. Ob teh 5 milijonih. Prav 7 dobrih. Tako, 7 milijonov gre, ja. Novost pri vas v mestni občini Kranj pa je novi program zdravstvenega tehnika. Ja, letos smo prvič uspeli po dobrih 2 letih pogajanja z ministrstvi, da je šolski center pridobil ta program. Gre za vpis 32 dijakov in dijakinj, na kar smo seveda lahko zelo ponosni, predvsem pa ta poklic tehnika zdravstvene nege res potrebujemo. Vemo, da prihodnje leto začnemo z gradnjo novega zdravstvenega doma, začela se bo tudi gradnja prihodnje leto doma za upokojencev in pa v prihodnjih nekako strani ministrstva obljubljeno 4-5 letih naj bi se začela gradnja tudi nove gorenjske bolnišnice. In zato dejansko res potrebujemo ta poklic, ne samo tega, tako da se bomo v tem šolskem letu borili, da šolski center pridobi še kakšno možnost širitve teh izobraževanj. Mogoče lahko še nekaj na temo šol s posebnimi potrebami. Tudi v Kranju obiskujejo to šolo tudi sosednje občine. Financiranje je bilo do nedavna problem. Kako je zdaj s tem? Ja, prav na našo pobudo, pa na pobudo še ostalih občin,
ki imajo v lasti šole za izvajanje izobraževanja učencev s posebnimi potrebami, je ministrstvo sprejelo zakon, da je zdaj možno vlaganje v take šolske objekte tudi strani drugih občin, torej vlaganje tako imenovano, da rečem tako, tujo lastnino. No, mi smo se že prej s sosednjimi občinami, župani dogovorili in oni so tako izrazili pripravljenost, da vlagajo to v to našo šolo. Je pa seveda bil problem in s tem ga je zdaj država rešila. In tukaj imamo mi že pripravljene pogodbe oziroma so že v podpisu oziroma so v pregledu v sosednjih občinah, tako da jaz računam, da bo to septembra zadeva rešena. Je pa prispevek posamezne občine seveda trenutno glede na število učencev, ki obiskujejo to šolo z drugih občin. Prej ste omenil idejo o gradnji posebne nove šole nekje. No, gradnjo ali pa obnovo kakšnega takega objekta. Mi imamo redne sestanke z župani sosednjih občin in to je dejansko problematika, ko je skoraj vsakič na tapeti in imamo kar nekaj idej tudi, da v sosednjih občinah naredimo manjšo tako šolo za učence s posebnimi potrebami. Bi šlo za podružnico ali ne? O tem nismo govorili, lahko bi bilo samostojno, najlažje bi pa bilo, da je to podružnica, ker potem ti lahko seveda menedžiraš tudi zaposlene na tej šoli. Vemo, da je to velik problem. No, ravnatelj se je pohvalil, da dobro delajo in da so letos pridobili kader. Z mojega vidika bi bolj zagovarjal, da gre za podružnično šolo. Je pa problem, ker število otrok raste, ker se ti kriteriji spreminjajo, kdo vse je napoten v to šolo. Ja, tukaj imamo seveda precej tujcev, tukaj imamo tudi seveda zdravstveni sistem danes omogoča, da pač ti s posebnimi potrebami dosežejo visoko starost. Potem, kot je bilo rečeno, tudi v osnovne šole lahko obiskujejo učenci, učenke do 28. leta. Vse to so te spremembe, ki so vplivale, da se je število učencev povečalo v teh šolah. Mi pa, kot je bilo omenjeno, se že dogovarjamo z eno od kranjskih šol, da bi v prihodnjem letu odprli poseben oddelek na redni šoli, predvsem tistih učencev, ki se lažje vključijo v osnovnošolski učni program. A lahko še šolske prevoze? Kako ste pred tem šolskim letom rešili to? Ja, šolski prevozi, moram priznati, ekipi moram čestitati, da je zelo dobro uredila. Predvsem bomo zdaj, po novem je tak dogovor z koncesionarjem, da bodo šolski prevozi kombinirani z avtobusi, ki imajo redne linije, to se pravi z avtobusi mestnega prometa. Zdaj za prevoz z temi avtobusi bo potrebna samo kartica CEKR, medtem ko za tiste, ki se bodo vozili z avtobusi, ki bodo na medkrajevnih prometih, pa pač bodo ravnatelji razdelili te kartice IAPP-ja. Ravnatelji so jih že dobili, tako da s prvim šolskim letom bo za to poskrbljeno. Je pa res, da tisti, ki še ne bodo imeli teh kartic, da smo v dogovoru z Arrivo, v dogovoru z šoferji, da prvi mesec seveda spustijo vse otroke brez problema na te avtobuse, tako da ne bo problema, mi se bomo pa po potrebi prilagajali. V primerjavi z lanskim letom je to kakšna sprememba zdaj? V primerjavi z lanskim letom dejansko spremembe ni. Manjša sprememba z uvedbo te kartice, CEKR kartice, ki se je konec koncev zelo dobro prijela. Pač možno je dobiti tako na občini, možno je dobiti tako na okencu Ljubljanske banke in pa predvsem v knjižnici, ker vemo, da nadomešča tako te karte za prevoz, mesečne karte za prevoz z avtobusi, knjižnično kartico in dejansko pripravljamo še kar nekaj takih ugodnosti. Koliko je strošek občine za te šolske prevoze? Strošek občine je 1 milijon evrov. 1 milijon evrov. Tako je.
Imate pa tega precej, verjetno mislim. Tega je seveda veliko, ne? Občina je razvejana, ampak moram priznati, no, da letos smo res dosegli ugodno ceno, predvsem pa dogovorili z koncesionarjem, da so tudi avtobusi, ki redno vozijo na rednih linijah, da sprejemajo učence osnovnih šol. Na novinarski konferenci ste spregovorili tudi, kakšen je bil letošnji vpis otrok. Ja, tako je. Letošnji vpis otrok je takšen, da imamo v prvih razredih prvošolčkov 554 v Mestni občini Kranj, vseh učencev pa 5550. Tako da je vpis kar velik, prav zato so te nove pridobitve šol tako dobrodošle. No, za prvošolčke je to prvi korak, ko stopijo čisto na novo pot v neko šolo. Kako je poskrbljeno za samo varnost? Kot vemo že iz prejšnjih let, je vedno tukaj tudi kuža pazi, kar delate za zavarovalnico Triglav. Tako je in tudi na tej lokaciji, na novi dislocirani enoti osnovne šole Jakoba Aljaža, bo ta talna nalepka, ki bo opozarjala seveda, da prečkajo prehod otroci, ki gredo v šolo. Sicer pa, kar se tiče same varnosti v prometu, seveda in ne smemo ji posvečati pozornost samo na prvi šolski dan, ampak skozi celotno leto. Zato smo v Mestni občini Kranj pripravili analizo in digitalizirali šolske poti v Mestni občini Kranj prav za vse šole, kjer pravzaprav lahko starši skupaj z otroki si na spletnih stranih pogledajo, katere so tiste varne šolske poti, katere so malo manj varne in katere še posebej potrebujejo posebno pozornost s posebnimi ukrepi. Tako da vabim tudi starše, da si te šolske poti pogledajo, se odločijo skupaj, katero šolsko pot bodo izbrali in seveda pa jih spodbujamo tudi na Mestni občini Kranj, da seveda prihajajo v šolo trajnostno, peš ali s kolesom, če se le da. Tule ta dislocirana enota je v takem okolišu, ki omogoča prihod v šolo peš ali s kolesom, s skirojem, tako da upam, da bodo učenci čim več teh poti ubrali. Bomo pa seveda tudi mi poskrbeli na prvi šolski dan za povečano prisotnost policije, redarstva na lokacijah šol, tako da bodo še posebej, da se vozniki zopet navadijo, da so otroci v prometu in da mora biti na njih še posebej pozorni. No, celo leto pa za njih skrbi tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Policija, kot ste omenili, običajno cel mesec pred šolami, ko otroci prihajajo in odhajajo. Tako je in tudi v letošnjem letu skupaj z Svetom za preventivno varnost v cestnem prometu pripravljamo prometno-varnostni dan, kjer bodo učenci seveda preizkusili različne situacije, kjer jih bomo izobraževali o varni šolski poti, kako se ravnati v prometu kot seveda šibkejši udeleženci. Tako da seveda tudi svetom skupaj skrbimo za ozaveščanje otrok in njihovih staršev, kako varno v šolo. Hvala in varno vsem na poti v šolo in iz šole. Tako tudi jaz se pridružujem tem željam. Hvala. Helena Mazij Golob, vi ste v.d. ravnateljice osnovne šole Jakoba Aljaža, danes tukaj v bivši trgovski šoli v Aljašku odpirate prostore, ki bodo primerni za prvošolčke. In drugošolčke. Tako je. Sem se s 1. septembrom selijo učenci 1. in 2. razreda, tako da ta enota se bo imenovala dislocirana enota Aljažek, v kateri bo dom za 1. in 2. razrede naše šole. Koliko otrok bo hodilo tukaj sem? Ja, trenutno smo se ustavili pri številki 110, se pa dnevno spreminjajo številke, tako da 1.9. bomo točno vedeli, koliko jih bo. Tale šola je bivša trgovska šola in je tukaj dobila sedaj popolnoma novo podobo, prostori so svetli, pohištvo je svetlo, zelo primerno za prvošolčke, drugošolčke. Ja, slišala sem o tem, da je bila tukaj bivša trgovska šola, da dolgo časa je tudi objekt sameval, zato sem vesela, da se je sedaj vdihnilo novo življenje in da bodo pravzaprav znanje v tej šoli nabirali učenci, ki bi se tam v naši matični šoli lahko precej bolj stiskali. Tako da, ja, kot sem že prej rekla na tiskovni konferenci, ta majhna šolica ima vse, kar imajo velike in naše sodelavke bodo naredile vse, da se bodo učenci v njej zelo dobro počutili in tudi kaj naučili.
Nekaj vaših učiteljev bo hodilo tudi iz vaše šole Jakoba Aljaža tukaj v Aljaška. Tako je, ja, predvsem učiteljica angleščine na razredni stopnji, potem učitelji dodatne strokovne pomoči, tudi športni učitelji, tako da ja, potrebno bo sodelovanje, tako kot je bilo že vzpostavljeno sedaj, a ne, tukaj je zdaj samo še druga lokacija, ampak mislim, da to ne bo predstavljalo težave, saj tudi nismo tako zelo daleč narazen in se lahko sprehodimo potem tukaj do sem. Hvala in srečno vsem skupaj pa uspešen začetek. Hvala lepa tudi vam.